Evo, lepo pozdravljeni še v najinem imenu. Danes vam bova skupaj s kolegico Matejo Zajc predstavili, kako iz odpadne, zavržene oziroma neizkoriščene biomase lahko pridemo do papirja in papirnatih izdelkov. Danes sem za primer odpadne biomase izbrala odpadna stebla paradižnika. Kdo ne pozna namreč uspešnega podjetja Paradajz z njihovo blagovno znamko Lušt? Oni se vsako leto, poleg seveda, da pridelajo paradižnike, srečujejo s kar 450 tonami odpadne biomase, ki jo v večini kompostirajo oziroma dajo v sežig. Razmišljanje o krožnosti jih je pripeljalo do nas in tako smo skupaj začeli pisati eno luštno zgodbo. Kaj pa zavržena biomasa? To bi jaz za danes predstavila odpadne vreče iz jute, v katerih zrna kave prepotujejo polovico sveta. Večina teh vreč konča v sežigalnicah. Sicer so modni oblikovalci že našli neko nišo, kjer v bistvu iz teh vreč naredijo lahko odlične in lepe modna oblačila. Mi pa smo se skupaj s podjetjem Atlantic Grupa in pa njihovo dolgoletno pražarno kave odločili, kako bi te vreče spremenili v papir za različne namene. Kot primer neizkoriščene biomase pa bi danes predstavila invazivne tujerodne rastline. In sicer pod okriljem projekta Aplavz, ki ga vodi Mestna občina Ljubljana, smo izdelali več kot 6 ton papirja iz različnih invazivnih tujerodnih rastlin. Na fotografiji vidite enega od predstavnikov teh rastlin, to je japonski dresnik v spomladanskem času in pa japonski dresnik po zimi. Kako mi recimo sploh vemo, da je neka biomasa primerna za papir in pa papirnate izdelke? Prvi pokazatelj je seveda kemijska sestava biomase, ki jo v grobem lahko razdelimo na 3 glavne komponente. To je celuloza, hemiceluloza in pa lignin. Poleg teh 3 pa vsebuje biomasa še ekstraktive in pa pepel. Vse te komponente mi v laboratoriju določimo gravimetrično, standardnimi ali dobro poznanimi metodami po prikazani shemi. Najprej v bistvu biomaso pripravimo, kar pomeni, da jo narežemo na sekance in posušimo na zraku. Potem biomaso zmeljemo v mlinčku, da dobimo pač prah oziroma biomaso, ki je pomleta na zelo majhne delce. Sledi ekstrakcija te biomase, iz katere izločimo ekstraktive. Ekstrakcija poteče v 2 topiljih, in sicer v heksanu, kjer se odstranijo maščobe, olja in pa voski, in pa v etanolu, kjer se odstranijo spojine, ki so topne v polarnih topiljih. Vsebnost teh ekstraktivov določimo tudi kvalitativno, in sicer z uporabo instrumentalne analitike. Ko imamo enkrat biomaso, ki ne vsebuje več ekstraktivov, pa se lotimo določanja vsebnosti teh 3 glavnih komponent, celuloze, hemiceluloze in pa lignina. Izolirane produkte, ki jih vidite na zadnji slikici, potem potrdimo prav tako s pomočjo instrumentalne analitike. Katere pa so zdaj tiste vrednosti biomase, kjer pa mi lahko rečemo, da je biomasa primerna za pilotno proizvodnjo papirja oziroma za papir. Lahko rečemo, da je zaželeno, da je vsebnost celuloze višja od 35%, da je ekstraktivov in pepela manj od 5% in pa da je vsebnost lignina čim nižja, saj tako poteče proces delignifikacije lažje. Zdaj, delignifikacija je v bistvu postopek, kjer odstranimo večji delež lignina, ki je v papirništvu nezaželen. Gre v bistvu za snov, ki nekako lepi vlakna skupaj.
Je tudi kemijski postopek in je za vsako biomaso prilagojen. Lahko spreminjamo procesne parametre, kot so recimo temperatura, čas oziroma tlak. Lahko spremenimo tudi vnos kemikalij in pa razmerje med samim reagentom in pa biomaso. Po delignifikaciji mi tako dobimo dva produkta. Prvi je pulpa oziroma tako imenovana kuhana vlakna, drugi pa je lužnica. Zdaj, mi se z lužnico danes ne bomo ukvarjali, ampak se bomo bolj sfokusirali na to pulpo. Se pravi, pulpo potem mi še spiramo in jo dezintegriramo, ožimamo in pa homogeniziramo. Na koncu dobimo celulozna vlakna, ki so prikazana na zadnji slikici, ki so v bistvu naš vhodni material za vse nadaljne analize. Potem po delignifikaciji sledi najprej morfološka analiza vlaken, kjer v bistvu vlaknom pomerimo dolžino vlaken, premer vlaken, debelino celične stene, ukrivljenost, delež finih delcev in pa fibrilacijo. Ker se celulozna vlakna uporabljajo poleg v papirništvu še v drugih industrijah, je ta podatek še kako pomemben. Morfološkim lastnostim pa potem sledi izdelava laboratorijskih listov na laboratorijskem oblikovalniku, ki nekako simulira sam proces izdelave papirja na pilotnem stroju. Tukaj so potem prikazani postopki, kjer pač vidite na koncu rezultat, to so testni listi, ki jim pomerimo pač neke osnovne lastnosti, mehansko odpornost, upogibnost, optične lastnosti, površinske lastnosti in ostale stvari. Na podlagi rezultatov pa potem se v bistvu odločamo, katere ostale komponente bomo dodali pri pilotni proizvodnji papirja v sam papir. Ker namreč strojna izdelava papirja pač ne more biti samo iz alternativnih surovin, pač pa jim moramo dodati še ostale komponente, tudi komercialno celulozo. Sama strojna izdelava papirja pa poteče v večjih korakih. Prvi korak je seveda nabiranje biomase, drugi korak je potem priprava biomase, se pravi mletje na sekance, recimo v velikosti 3 do 5 centimetrov, sledi kuhanje, spiranje in potem razvlaknjevanje v holancih. Prav tako pride potem naknadno do mletja v rafinerijah in pa do mešanja z ostalimi dodatki, kot so komercialna celuloza, polnila, škrob in pa klejivo. Tukaj je prikazan natok, kjer v bistvu ta celulozna snov skupaj z dodatki pride na tako neskončno sito, kjer se tvori papirni trak. Sledijo stiskalnice, sušilna skupina, navijanje in pa naš zvitek papirja. Če se vrnem zdaj nazaj na pač prvo prosojnico, bi rekla, da smo iz odpadnih stebel paradižnika razvili vrečko iz odpadnih stebel paradižnika, se pravi kot primer zavržene biomase odpadne vreče iz jute smo naredili papir za različne namene. Za neizkoriščeno biomaso pa smo naredili, pač kot že omenjeno, papir in pa izdelali igro spomin. Poleg teh izdelkov seveda imamo še ostale izdelke, ki so, pa tudi papir se v večini uporablja za izobraževalne publikacije, za nek promocijski material, za izdelke in pa kot omenjeno papir. Jaz bi tukaj s tem zaključila in predajam besedo Mateji. Hvala lepa. Jaz bom kar nadaljevala, kjer je Teja končala, in sicer bi predstavila našo podatkovno bazo alternativnih vlakninskih virov, ki je nastala v okviru projekta Cel krog in v kateri je zbranih več kot 108 različnih alternativnih virov biomase, ki smo jih tudi podrobno okarakterizirali in sicer smo jim določili morfologijo vlaken, kemijske lastnosti, fizikalno-kemijske lastnosti in pa opredelili njihovo potencialno uporabo v industriji. In s tem smo nekako potrdili, da je nelesna biomasa lahko zelo kakovosten izvor
vlaknin, na kar kažejo tudi primeri dobrih praks na trgu. Strategija krožnega gospodarstva temelji na načelih razvoja funkcionalnih produktov, ki imajo nizki vpliv na okolje in pa na ponovni uporabi in pa zmanjšanju odpadkov ter uspešnem uničevanju le-teh. Oblikovanje za krožno uporabo, se pravi produktov, ki so lahko bodisi reciklabilni, biorazgradljivi ali pa kompostabilni. In ko govorimo o izzivih v krožnem gospodarstvu na področju papirništva, se nam nove priložnosti kažejo predvsem na področju odpadne embalaže in pa embalaže, ki je primerna za neposreden stik z živili. Odgovornost za razvoj in pa trženje proizvodov, ki so trajnosti, je ogromna in je na strani proizvajalcev, in zato je prav zagotavljanje transparentnosti in pa kredibilnosti ter ustreznega označevanja teh produktov ključnega pomena. Ni namreč vsak bioosnovan, se pravi bio-based produkt, tudi biorazgradljiv, še manj pa tudi kompostabilen. Biorazgradljivost je namreč proces, pri katerem mikroorganizmi s pomočjo kisika razgradijo organski ogljik, ogljikov dioksid, vodo, metan in pa biomaso. Merimo jo z respirometrom v kontroliranih pogojih pri 58 stopinjah Celzija in v takem primeru govorimo o industrijski biorazgradljivosti, ki pa jo potem določimo kot nek delež nastanka ogljikovega dioksida v 3 do najkasneje 6 mesecih. In po evropskem standardu je produkt biorazgradljiv, ko doseže 90% biorazgradnjo, in takrat lahko govorimo o biorazgradljivem produktu na industrijskem nivoju, kar pa seveda še ne pomeni, da je naš produkt tudi kompostabilen in pa sploh pa ne, da je v bistvu primeren za domačo kompostatiranje. Zato je zelo pomembno, da razlikujemo med tema dvema pojmoma. Domače kompostiranje ali tako imenovano home compostable poteka pri bistveno nižjih temperaturah, to so temperature tam 30 stopinj Celzija, in pa v ne tako zelo kontroliranih pogojih, in produkti, ki so deležni oznake home compostable, morajo doseči vsaj 90% biorazgradljivost v roku 6 do 12, najkasneje 12 mesecev, pri pogojih nižjih kot 30 stopinj Celzija in pa vsaj 90% dezintegracijo v 6 mesecih. Torej, da produkt razpade na majhne delce kot posledica vplivov iz okolja. Poleg teh dveh pogojev morata biti zagotovljena še 2 pogoja, in to sta, da je izdelek neekotoksičen in da ne vsebuje težkih kovin. Na inštitutu smo zelo aktivni na tem področju, kot pa tudi na področju zagotavljanja varnosti papirja in embalaže namenjene stiku z živili. Vemo, da sta papir in karton ena najstarejših in tudi najbolj vsestranskih embalažnih materialov, ki sta danes uveljavljena na trgu. In na inštitutu izvajamo kemijska preizkušanja v skladu z aktualno evropsko zakonodajo, smernicami CEPI-ja, nemškega BFR-a, tudi ameriškega FDA-ja in pa dobre proizvodne prakse za zagotavljanje varnosti živil. Pripravljamo tudi izjave o skladnosti proizvodom in vsi naši produkti, ki jih je tudi Teja predstavila danes, to imajo, in to smo na primeru sodelovanja z Luštom tudi dobro potrdili in dokazali, da je naš produkt primeren za kompostiranje in pa tudi za uporabo za stik z živili. Zdaj, če zaključim, bi povedala, da na ICP-ju
nudimo celoten spekter rešitev, celovitih rešitev, od priprave biomase, karakterizacije in pa vse do produkta. Torej smo zelo uspešni pri ustvarjanju novih verig vrednosti, učinkovito izrabe biomase in pa s tem učinkovitega zapiranja osnovnih tokov ter zmanjšanje obremenitve na okolje. To bi bilo iz najine strani vse. Hvala za pozornost.